Pozdravljeni! V Podgorcih so minulo nedeljo svojemu namenu svečano predali obnovljeno poslovilno vežico na tamkajšnjem pokopališču. Iz spoštovanja do svojih preminulih sokrajanov so si zanjo prizadevali kar nekaj let. V začetku leta 2023 so le uspeli pridobiti vso potrebno dokumentacijo in julija istega leta so z obnovitvenimi deli tudi začeli. Ta so bila zaključena pred kratkim. Poslovilna vežica je bila zgrajena v 80. letih, ko si je krajevna skupnost prizadevala urediti prostor, v katerem bi se lahko spodobno poslovili od domačih ljudi in jim še zadnjič izkazali spoštovanje. Z veliko vnemo in odgovornostjo so takrat zgradili vežico, ki pa jo je po 40 letih bilo potrebno sanirati in prilagoditi današnjim potrebam. S prizadevanjem sveta krajevne skupnosti Podgorci in veliko pomočjo domače občine ter donatorjev je projekt danes uspešno zaključen in bo lahko kvalitetno služil svojemu namenu. V nadaljevanju je zbrane pozdravil podžupan Zlatan Fafolič, ki se je zahvalil vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri 190 tisoč vredni obnovi objekta. Potem je spregovorila še predsednica krajevne skupnosti, ki je med drugim povedala. Nova vežica ponuja poslovilni prostor, primeren tudi za pogrebne maše, prostor za duhovnika, kuhinjo, sanitarije, prostor za pogrebni zavod. Obnovljena je celotna elektroinštalacija, ozvočenje in prav tako ogrevanje in izvedeno novo prezračevanje. Z obnovo zadnjega dela vežice, bivše skladišče opaža in orodja, pomožni sanitarni prostor in secirnica smo pridobili 3 dodatne uporabne prostore in ločili vhod od kuhinje, ki je bil prej dostopen samo preko poslovilnega prostora. S tem smo omogočili dodatno zasebnost žalujočim, zadnji del z novim prebojem povezali z zaključeno celoto. Trak pred vstopom v poslovilno vežico sta prerezala predsednica krajevne skupnosti Natalija Volmut in podžupan Zlatan Fafolič. Sledil pa je obred blagoslova, ki so ga izvedli župnik Jožef Šipoš, župnik Jožef Rajnar in diakon Vlado Mar. Torej, zadovoljni v krajevni skupnosti ste dočakali ta dan? Tako je, dočakali smo ta dan, zelo smo zadovoljni, ponosni na to prelepo zgradbo, lahko rečemo, ne lepo, vse za vežico. Temu nas služi, naj bo dostojanstva tako sem predpovedala, na pregovori naj bo neko spoštovanje do naših, ki tukaj počivajo. No, to pa seveda ni edina zadeva, ki se trenutno dogaja tukaj v Podgorcih, ne? Kako napreduje atletska steza? Atletska steza zelo dobro napreduje, tako da smo vsi, mi malo duže delamo, samo poti pa naredimo, tako mora biti. Se še kaj drugo dogaja, še bo kaj drugo novega? Preplastitev igrišče pride, načrtovanje pločnika Bresnica, Podgorci je v projekti, potem je razširitev ovinka v Predslavo. Imamo kar precej, zdaj vaški piske danes kuhamo, tudi skupiček, prispevkov pa namenimo za nova otroška igrala na prostem. Prisotni domačini, ki so si po slovesnosti lahko notranjost poslovilne vežice tudi ogledali, zadovoljstva nad pridobitvijo niso skrivali. Ja, zelo smo srečni in navdušeni nad novim prostorom. To pomeni, da bo za te žalostne poslovilne trenutke dobrodošla, ne? Seveda, da se bomo dostojno poslovili od naših dragih. Lepo, vsaka in čas, da se to ne zahvalim vsem, ker so sodelovali poleg. Ste vi tudi na kakšen način sodelovali kot podjetnik? Nekaj, ja, zet moj to pa ščerka, nedva sta bolj to, jaz sem sam pomagal. No, nekaj pa je. Gotovo je ena taka lepa poslovilna vežica v ponos, ne vam domačinu. Vse nam, ja. Hvala in kar so se potrudili, pa hvala občini Ormož, da so donirali tudi nekaj. Je super, lepo so uredili, nimam kaj reči, saj to je bil že zadnji čas, da so se to odločili. Lepo je, no. Hvala lepa krajevni skupnosti občine Ormož, pa vsem, ki smo in so pomagali. Jaz sem zelo presenečena nad tem, kaj smo pridobili. To je ne samo za mene, to je za celo Faro, celo krajevno skupnost.
Hvala vsem, ki so to izvedli. Torej, vam ugaja, ne, da boste se tudi v lepem okolju poslovili domačini od svojih, ne? Tako, zelo mi je v redu, so to porihtali, nimaš kaj, tako da sem vsa srečna. Gospod Rajner, kako vam je pri srcu, ko imate možnost blagosloviti tako lepe zgradbe, kot je ta poslovilna vežica? Zelo prijetno mi je, kakor sem tudi že prej povedal, res beseda je meso postala, kot smo se prvič menili pred, ne vem točno 2 leti, kot nazaj približno z predsednico krajevne skupnosti in tako da res je prav srečen sem, vesel, da bomo vse skupaj lahko tukaj na enem kraju, se pravi in sveta maša in pogreb in svojci, pokojnik, vsi, ki bodo tu navzoči. Kaj pravite kot domačinka na takšen dosežek? Dobro, gre za poslovilno vežico, ampak tudi to je del neke kulture v nekem kraju, nekega dostojanstva. Verjamem, da vi kot svetnica ste še posebej ponosni na ta dosežek. Ja, res je. Sem ponosna na ta dosežek, na današnjo otvoritev te poslovilne vežice, ki smo jo kar nekaj mandatov, moram reči, čakali. Kar nekaj časa že sedim v občinskem svetu in so si številni predsedniki prizadevali za izgradnjo te vežice, hranili glavarino, ki jo dobijo krajevne skupnosti, da se je sploh lahko ta vežica zgradila tako lepa in res smo ponosni, da smo danes priča temu lepemu prostoru na otvoritvi. Koliko vi kot svetnica imate lahko vpliva torej, v občinskem svetu, recimo, da se torej kaj dokotali tudi vašo domačo krajevno skupnost? Ja, moram reči, da imamo občinski svetniki tudi možnost, da rečemo tudi kakšno besedo prispevamo k temu, da se kakšna sredstva še dodatno namenijo za kakršnikoli projekt, ne samo za vežico in mislim, da smo storili nekaj, da smo lahko tudi nekaj dodatnih sredstev pripeljali zraven krajevni skupnosti k proračunu, da se je lahko takšna vežica sploh zgradila. Tako kot sem povedal, gre za investicijo v prenovo Mrliške vežice. Jaz nekako želim, da to ni konec nekih investicij v krajevni skupnosti Podgorci, seveda pa se občina Ormož trudi, da se nekako razvijajo vse krajevne skupnosti, nekako sledimo željam naših krajanov, naših občanov po novostih, po nekih investicijah. Tako smo tudi prisluhnili pobudi krajevne skupnosti Podgorci. Mislim, da je res čudovit objekt, da je bil konec koncev potreben in seveda jaz jim želim, da jim pač služi svojemu namenu in jim tudi ob tej pridobitvi iskreno čestitam in seveda lahko vsi skupaj smo res ponosni in veseli na naše investicije, ki se trenutno odvijajo v občini Ormož. Seveda pa upam, da to ni zadnja in da se bo v krajevni skupnosti Podgorci še kaj naredilo. Slovesnost upočastitev novi pridobitvi v krajevni skupnosti Podgorci se je odvila po pozni maši in število prisotnih je bilo dokaz, koliko preurejena poslovilna vežica na pokopališču domačinom pomeni. Mnogi so v času prenove tudi sami poprijeli za delo in tako ima pridobitev še večjo vrednost, četudi gre za zadnje slovo od katerega od domačinov. Ljudska univerza Ormož je minuli teden pripravila dan odprtih vrat večgeneracijskega centra Stičišče, ki predstavlja še eno dobrodošlo novost v ponudbi Ljudske univerze. Dan odprtih vrat je namenjen predstavitvi pestre palete aktivnosti in programov, ki jih center ponuja občanom občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. V Ormožu se večgeneracijski center nahaja v prostorih Medobčinske zveze društev upokojencev v zgradbi ob zdravstvenem domu, kjer je tudi sedež centra in bo odprt vsak dan. V Svetem Tomažu bodo aktivnosti ob torkih in sicer v večnamenski stavbi, kjer deluje center starejših občanov. V Središču ob Dravi pa ob četrtkih v prostorih tamkajšnje Sokolane.
Kot je v pozdravnem nagovoru povedala direktorica Ljudske univerze Ormož, ni bilo malo tistih, ki sprašujejo, čemu Ljudska univerza ureja dodatne prostore na lokaciji Dr. Hrovata 8. Pa jim z veseljem povem to, kar se je zgodilo. Namreč, da smo skupaj z našimi partnerji, vodilnim partnerjem, Zavodom Nazaj na konja in pa Ljudsko univerzo Ptuj bili izbrani za izvajanje projekta večgeneracijskega centra v Spodnjem Podravju. Moram reči, da mi je veliko veselje zato, ker sem si prav za ta projekt prizadevala največ časa v svoji karieri na Ljudski univerzi. Najtežje je bilo in na koncu nam je uspelo. Zato sem toliko bolj zadovoljna. Uspeli smo povezati celo Spodnjo Podravje, od Kidričevega do Središča ob Dravi. In kar se mi zdi najbolj pomembno, povezali smo ne mestne občine, velike občine, ki imajo vsega dovolj, povezali smo majhne občine, kjer se tovrstne aktivnosti do zdaj še niso izvajale. In zdaj z tem projektom so prišle do ljudi in med ljudi. To se seveda ne bi zgodilo, če ne bi imeli tako dobre podpore. Tukaj moram, običajno ne izpostavljam ljudi, ampak tokrat gospoda Štrmana moram izpostaviti in se mu zahvaliti, ker to ni bil prvi projekt, pri katerem je stal v ozadju in nas spodbujal, da naj vseeno ne vržemo puške v koruzo. Tako da hvala, gospod Štrman, vi ste zaslužni tudi za center za testiranje, za našo testirnico, za cestnoprometne predpise, ki je brez vas tudi v Ormožu ne bi bilo več. Tako da hvala lepa. Drugi, ki pa se mu moram zahvaliti, je naš župan Danijel Vrbnjak. Imate to vizijo, imate sposobnost videti, kaj se da ustvariti. In pomembno je, da imate tudi zaupanje v ljudi. To je danes zelo težko, verjamem, ampak vi ste tvegali z nami, niste vedeli, kaj se bo zgodilo, in združili smo moči vsi trije in nastal je ta čudoviti prostor, ki je bil pred dobrim letom takšen, da me je bilo malo strah, ko sem stopila van. Namreč bil je popolnoma v druge namene namenjen, saj drugače je bilo vse v redu, ampak danes je čudovit, svetel, prebeljen in žari, v bistvu pričakuje goste. Vesela sem tudi, da sta občini Središče ob Dravi in pa Sveti Tomaž prepoznala vrednost projekta. Tako da, župan Toni Jelovica, hvala tudi vam. S Tomaža nimamo nikogar, imamo pa naše udeležence iz Svetega Tomaža, tako da mogoče prenesite zahvalo vašemu županu, da je bil tudi pripravljen tvegati in podpisati vse, kar je bilo potrebno, da smo lahko pridobili projekt. Smo v prostoru sodelovanja, bi lahko rekel, povezovanja, ustvarjalnosti, bi rekel, tvorjenja novih idej, takšnih in drugačnih. Seveda pa vsega tega ne bi bilo, če ne bi imeli zadaj, bi rekel, sposobne ekipe, ki se je znala povezati, ki je znala pripraviti odličen projekt, kot tudi ljudi, ki so zaznali, da je ta prostor, predsednik Medobčinske zveze društva upokojencev ve, da je dolgoletna želja bila, da bi se v tem prostoru zgodilo nekaj takšnega, kot smo sedaj priča. Preteklo je nekaj let, ampak tukaj imamo ta projekt, kako se vse lepo rima, tako da izredno veselje, izredno velika zahvala za vsem tistim, ki vlagate veliko pozornost in pa veliko dela v to. Slišimo same pohvalne besede in želimo si, da, bi rekel, ljudje z naših 3 občin, še mogoče od kje druge, pridejo sem in skupaj ustvarjajo, se skupaj podružijo. Vedno pravim, življenje je eno, moramo ga znati živeti, lepo je, da se povezujemo, lepo je, da eden za drugega poskrbimo in to so, bi rekel, točke, to so mesta, kjer lahko to s pridom in pa z velikim veseljem tudi udejanjamo.
Tako pa je veselje nad še eno pridobitvijo v Ormožu in tudi v občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izrazil župan občine Ormož. Večgeneracijski center bo v Ormožu odprt vsak dan, v Svetem Tomažu ob torkih in v Središču ob Dravi ob četrtkih od 9. do 12. ure in bo tudi prinašal različne tematske dejavnosti. Tako, delujemo torej na tedenski bazi, objavljamo urnike in sicer, ker delujemo v 3 občinah, imamo za vsako občino poseben urnik. Tukaj v Ormožu je stalnica, so torej naše ljudske rožice, ki se dobivajo vsak torek med 14. in 16. uro. To je odprto za vse, lahko se kdorkoli pridruži, da se nauči izdelovanja rož ali pa pride samo na kavico in pogovor. Potem imamo ob četrtkih med 9. in 12. v Ormožu neformalno druženje, prav tako odprto za kogarkoli. Dogajalo se je že, da marsikdo, ki recimo čaka v zdravstvenem domu, v čakalnici pride na kavico, se podružiti, kaj natisniti, otroci rabijo pomoč pri domačih nalogah, zato smo tukaj. Potem pa imamo mesečne aktivnosti, kot so ustvarjalne delavnice, tukaj jaz vodim predvsem lončarske delavnice, imamo tudi 2 vreteni, s katerimi pogosto obiskujemo šole, predvsem osnovno šolo Stanka Vraza in pa klub bolnikov po možganski kapi pri Svetem Tomažu. Prav tako imamo skrb za telo in duha, kjer telovadimo, se učimo čuječnosti in podobnih tehnik sproščanja. Potem imamo tudi treninge uspešnega učenja, tukaj gre predvsem za inštrukcije oziroma pomoč pri domačih nalogah. Med poletjem pa bomo izvedli tudi počitniško varstvo, ker pa ima Ljudska univerza že center za družine v Ormožu, smo se odločili, da to ponudimo pri Svetem Tomažu in v Središču ob Dravi, tako da bo tudi v drugih občinah zaživelo to varstvo. No, zanima me, bo ta večgeneracijski center imel kakšen delovni čas od do vsak dan? Mi smo odprti vsak dan med 7. in 16. uro in pa po potrebi popoldan, predvsem enkrat na mesec pri Svetem Tomažu se dobivamo in imamo tematske delavnice, to je ponovadi ob 16. ali 17. uri in pa potem enako v Središču ob Dravi, kjer je pa dan četrtek. Programi centra so usmerjeni v spodbujanje povezovanja med generacijami, razvijanje socialnih mrež ter krepitev znanj in veščin, kar pomembno prispeva k večji vključenosti in kakovosti življenja posameznikov v občini. Kot je bilo povedano, večgeneracijski center Stičišče v Ormožu deluje v prostorih Medobčinske zveze društev upokojencev. Moram reči, da se je tu nekaj časa dogajalo, sicer bolj tiha zadeva okrog tega, ker tu je bilo nekaj časa skladišče zdravstvenega doma in stremeli smo pa zmeraj, da bi se tu še kaj drugo dogajalo. Ne? In to v lanskem letu je posebej prišla ta ideja, se pravi skupaj z Ljudsko univerzo in pa občino, da bi ta prostor preuredili, izboljšali in mu namenili neko vsebino, kajti tudi vsa društva vseh 3 občin so stremela, seveda upokojenska društva, stremela za tem, da bi se nekaj spremenilo, da bi se nekaj dogajalo za starejše ljudi, da bi lahko se družili, da bi se lahko izobraževali in da bi potem skupaj k temu rasli, se pravi, kak z občino, tako z društvi in pa posamezniki, se pravi, teh članov društev. Projekt večgeneracijskega centra se bo izvajal 5 let in verjeti je, da se bo nadaljeval tudi v bodoče. Dejavnosti bo torej več kot dovolj, treba bo slediti urnikom in ponudbi. Gotovo bo od ponujenih dejavnosti vsak lahko našel kaj zase. Konjeniški in mladinski center Škatlica na Sedniku 1 v občini Sveti Tomaž je minuli teden pripravil letni zaključni dogodek, natančneje okroglo mizo z naslovom Vloga lokalne skupnosti pri podpori mladim na podeželju, s katero so obeležili tudi 3. obletnico delovanja.
V 3 letih se je center Škatlica razvil v prijetno shajališče mladih, med katerimi so tudi tisti iz ranljivih skupin. Druženje in delo s konji ter ostalimi živalmi v centru se je do danes izkazalo kot odlično zdravilo za morebitno osamljenost mladih posameznikov. Znano je, da na lokaciji nekdanje žage na Seniku 1 v kraju na meji med občinama Ormož in Sveti Tomaž že 3 leta deluje zavod oziroma konjeniški in mladinski center Škatlica. Gre za posestvo, ki ga je pred 4 leti kupila velika ljubiteljica konj Sara Marija Širnik iz Ljubljane, ki v smislu načel trajnosti vztrajno uresničuje svoje sanje. Minuli dogodek, ki je bil zaključek enega izmed projektov, ki ga je Sara Marija Širnik peljala skupaj s partnerji v okviru medobčinske lokalne akcijske skupine in je bil financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Veliko je bilo postorjenega, ampak idej in načrtov Sari Mariji še zdaleč ne zmanjka. Imamo kratkoročne in daljnoročne načrte in vizijo. V tem trenutku si najbolj želimo nadaljevati in nadgrajevati naše delo z ranljivimi mladimi, torej to, kar smo tudi že povedali na okrogli mizi. Torej res, kako lahko mladim, ki drugače ne bi imeli dostopa do konj, omogočati stik in potem tudi skozi stik s konji neko gradnjo osebnih kompetenc in spretnosti in občutkov varnosti in samozadostnosti in samozavesti in odločnosti. Kot neke daljnoročne vizije pa se tudi igramo z mislijo, kako bi ta prostor lahko podpiral mlade pri tem, da gre bolj v naravo stran od telefonov, torej da bi prav neposredno naslavljali, ne vem, in odvisnost od telefonov, tudi izgorelost med mladimi, tako da to so neke teme, o kateri razmišljamo, kako lahko jih konji podprejo mlade še. Povedano je tudi bilo, da boste še torej se prijavljali na različne projekte, razpise, verjetno vam bo, oziroma verjamem, da vam bo tudi s pomočjo domače občine uspelo. Ja, absolutno, tudi z občino sodelujemo in imamo dobre odnose in to nam največ pomeni, da smo dobro sprejeti v lokalnem okolju. Ne sem z občino, s celo upravno enoto v bistvu sodelujemo in to je res največje darilo, kot ga imaš lahko kot prišlek, ker smo prišli v to okolje, tako da smo vpeti v lokalno skupnost. Vi ste pa se navadili torej na to okolje in te ljudi? Absolutno, to je moj dom, ampak pa mislim, da bodo do konca življenja vsi slišali, da v naglasu, da nisem originalno tu. Da tega se ne da skriti. Minula okrogla miza z naslovom Vloga lokalne skupnosti pri podpori mladih na podeželju je potekala kar v Skednju, ki je drugače tudi prostor za druženje mladih, ki, kot je bilo povedano, v konjeniški in mladinski center Škatlica prihajajo od vsepovsod. Zbrani so prisluhnili mnenjem župana občine Sveti Tomaž Mirka Cvetka, ravnatelja osnovne šole Ormož Aleksandra Štermana, predsednika konjeniškega društva Središče ob Dravi Mihe Soka in lastnice centra Škatlica Sare Marije Širnik. Tem so se v pogovoru pridružili tudi ostali udeleženci. Vsi skupaj pa prišli do zaključka, da mladi radi sodelujejo, da so radi aktivni, če jih le usmerimo na pravo pot, jih spodbujamo, sploh pa da jim damo ali nakažemo možnost za določena udejstvovanja, ter ustvarimo seveda pogoje za aktivnosti. Konjeniški in mladinski center Škatlica ponuja veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Kot je bilo povedano, Škatlica ne ponuja le možnosti jahanja, ampak tudi možnost opravljanja vseh ostalih del okrog konjev in vzdrževanja okolice. V centru imajo trenutno 9 konjev, tako da je dela vedno dovolj. Lastnici pri delu sicer pomagajo prostovoljci, tako domačini kot prostovoljci od drugod. Župan občine Sveti Tomaž je nad tovrstnim centrom navdušen. Vsekakor gre za en taki prisrčen doprinos, glede na to, da sem danes na tem pomenljivem dogodku prejel čudovit šopek, kar se ne zgodi vsak dan.
Res gre za čudovito, bi rekel, programsko idejo, o kateri takrat, ko se je začelo o tem na tiho govoriti, smo nekako bili skeptiki, kako bo to uspelo tukaj sredi te vasice. Vemo sami, v kakšnem stanju je vse to bilo. Danes lahko samo rečem vsaka čast Sari, ki je uspela iz tega niča, resničnega niča, narediti tako veliko stvar, kot jo danes lahko vidimo. Vemo, da je bilo to ogromnega truda, veliko vloženega dela in kolikor vidim polno skromnosti, kar tudi veje iz same Sare. In to se mi zdi, da v danes, v tem današnjem času, ko se vse vrti samo okoli denarja, o vsem drugem pa zelo malo, to veliko šteje. Ponosen sem, da smo jo dobili v ta kraj in na to veliko pridobitev, za katero se je borila ona in pa mnogi prostovoljci. Kako pa je občina pomagala recimo temu centru tukaj? Verjetno je kar tudi kakšna papirologija in kaj takšnega? Vsekakor je občinska uprava bila tista, ki je bila support pri različnih dokumentaciji, ki je bila potrebna pri dosegu teh ciljev. Največja pomoč pa je seveda LAS projekti, na katere je bila Sara uspešna. Vesel sem, da smo pravi čas spoznali vrednost njenih namenov, predvsem pa ji dali možnost, da se je vključila v te razpise in pri tem seveda tudi bila uspešna. Res sem vesel, da je to uspelo in danes, ko nekako zaključujemo ta cikel teh projektov, lahko samo rečem, da sem izredno ponosen in si seveda želim, da bi to vrstnih projektov tudi preko LAS-a bilo v prihodnje še kar nekaj in da se vse skupaj, kar danes vidimo, še nadgradi. No, kot je bilo povedano, od vse posod prihajajo torej ranljive skupine, to pomeni, da center je tudi v pomoč promociji občine, ne? Jaz pravim tako, vsi, ki delamo in delajo na tem, da se občina promovira, imajo največji doprinos pri vsem, kar se ustvarja. Delati dobro ime kraju preko naših meja pa je nekaj, kar še posebej šteje. In danes smo lahko slišali, da se tudi ta projekt Škatlica povezuje preko naših meja, da smo preko tega projekta postali znani celo v Estoniji, ko smo lahko slišali, in res si želim, da bi to vrstno povezovanje rodilo svoje sadove tudi v prihodnje, še v kakšnih drugih državah in tako poneslo ime svetega Tomaža in tega senika med mnoge tukaj v Evropi, morda tudi preko njenih meja. Vsi prisotni na okrogli mizi so čas v nadaljevanju popoldneva preživeli v prijetnem druženju in ob pogostitvi, pa tudi ob kulturnem programu, ki so ga pripravile domačinke, sicer redne gostje v Škatlici. Pobarvaj me vrteče v globino srca, pobarvaj me v belo čistega neba, to je pot, moja pot. Blizu so zvezde in daleč tla, bodi z mano do konca, na pomolu iz sonca, na naročju morskih trav, tam živim tako. Otroci vseh vrtcev v občini Ormož, iz vrtcev Središča ob Dravi, Sveti Tomaž in iz vrtca na Hrvaškem ter športna šola Dada so se minuli petek srečali na 10. mini olimpijadi v Ormožu. Zbralo se je čez 163 otrok starih od 4 do 7 let. Vrtec Ormož je mini olimpijado pripravil v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije. Športne igre so potekale na atletski stezi v Mestni grabi in potekale v duhu prijateljstva, povezovanja, spoštovanja in predvsem v duhu prijetnega druženja. Mladi športniki so se zbrali na atletskem igrišču v športnem parku Mestna graba. Začetek mini olimpijade je s prihodom na prizorišče najavil Foxy v spremstvu otrok iz ormoškega vrtca.
Potem sta zbrane športnike pozdravila ravnateljica vrtca Simona Meško in podžupan občine Ormož Zlatan Fafolič, ki je imel nalogo naznaniti začetek olimpijade. Še predtem pa je skupaj s tekmovalci zaprisegel. Tudi če si želimo. Ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo. Po svojih najboljših močeh. Naše geslo pri tem je. Fair play vodi naprej. Bravo. Sledilo je skupno ogrevanje s Foksijem na znano himno mini olimpijcev. Levo smučamo! 1, 2, 3, 4, slalom! Podaš, sprejem, 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 sprejem! Podaš, sprejem, 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 sprejem in zapijemo! To je bilo močno! Zdaj pa košarka! To je bil več za 3 točke! Spismo pesti, gremo na pol! Športni dogodek je pripravil vrtec Ormož v sodelovanju s Olimpijskim komitejem Slovenije in s seboj pripeljal maskoto Foksija, ki služi kot spodbuda mladim tekmovalcem. Zbrani so se pomerili v naslednjih športnih disciplinah. Današnji otroci bodo tekmovali v športnih disciplinah, ki so tudi podobne tistim na pravi mini olimpijadi. Imamo tek na 50 metrov, štafeto, potem imamo met žogice v daljino, skok daljino z mesta, potem pa smo dodali skakanje s hopa žogo, imamo 2 različna poligona, ena z sonožnimi poskoki, eno z plazenjem, pa seveda koordinacijski poligon. In potem seveda dobite zmagovalca. Kako to poteka, kako se tečkuje, kako pravzaprav pridete do zmagovalca? V bistvu danes smo zmagovalci vsi, saj naša mini olimpijada poteka v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, kar pomeni, da vsi sodelujemo, vsi tekmujemo in vsi zmagamo. Torej na koncu seveda dobijo najbrž medalje, ne? Ja, na koncu pa imamo častno podelitev medalj in priznanj, hkrati pa otroci tudi dobijo te take majhne pripravljene lunch pakete. No in kako se pripravljate na olimpijado? Verjetno je potrebno kar nekaj treningov, ne? Seveda, v bistvu vzgojitelji smo s tem seznanjeni že na začetku šolskega leta, tako da v bistvu preko obogatitvenih dejavnic, kot so mali športnik, v bistvu izvajamo gibalne urice enkrat na teden, pol pa od marca dalje pa pospešeno pripravljamo na mini olimpijado. Kako spravite skupaj toliko ekip? Dosti mailov. Se pravi razpis, tudi torej iz tujine. Mi se v bistvu prijavimo na Olimpijski komite Slovenije, da smo sploh potrjeni, da so dobili prijavo in če imamo v bistvu zagotovimo prostor, kot je atletski stadion, pa zagotovimo zadostno število otrok, potem se to izvede. In koliko otrok sodeluje? Danes jih je tukaj prisotnih 163, moglo bi nas biti 184, vendar so vrtec Podgorci odpovedali, ker imajo sedaj ta vikend vrtec v naravi. No, kaj po vašem mnenju to otrokom pomeni, takšna prireditev, ki je dejansko nekaj posebnega, ne? Jaz mislim, da njim to zelo veliko pomeni. Že če vzgojitelji tekom šolskega leta motiviramo in jih spodbujamo, so zelo navdušeni, komaj čakajo. V bistvu pa oni se danes preživijo eno čudovito športno popoldne, družijo se s prijatelji, tako da na koncu dobijo medalje. Tu je Foksi, tako da mislim, da je dober žur zagotovljen. Kmalu po svečanem odprtju mini olimpijade so se tekmovanja začela.
Igre so potekale ob spodbudi številnih gledalcev oziroma staršev in zainteresirane javnosti. Ljudska univerza Ormož je letos v okviru tedna vseživljenjskega učenja že 7. organizirala parado učenja, ki predstavlja osrednji dogodek v tednih vseživljenjskega učenja, ki so se pričeli 12. maja in so letos jubilejni 30. Dogodek je bil tradicionalno razdeljen na odrsko dogajanje in bogato ponudbo različnih znanj. Parada učenja je sejem priložnosti za učenje, namenjen vsem generacijam. Na tako imenovani tržnici znanja je bilo postavljenih kar 25 stojnic in 50 delavnic z različnimi vsebinami. Za letošnjo parado učenja pa je moči združilo kar 30 različnih organizacij. Odrsko dogajanje je predstavljalo uradni del, kjer je zbrane najprej pozdravila direktorica Ljudske univerze Ormož, ki je med drugim povedala. Parada učenja je osrednji del tedna vseživljenjskega učenja. V krajih, kjer se dogaja, pomeni praznik lokalne skupnosti. In to se pri nas v najboljšem pomenu besede tudi udejanja. Ko se boste sprehodili med stojnicami, med delavnicami, boste videli, da smo združili moči domala vsi, ki na najrazličnejših področjih, ne le izobraževalnem, skrbimo za naš kraj in za naše ljudi. Veliko dobrih idej in pozitivne energije se je nabralo v pripravah na parado. In to bomo danes delili z vami. Kot je že bilo povedano, danes praznuje lokalna skupnost na področju znanja, danes se vidi, kaj so lokalne skupnosti premorejo in jaz mislim, da bogatstvo, ki ga imamo v naših lokalnih skupnosti, je res tisto, da se znajo društvo povezovati, takšne in druge institucije in to je tisto, kar tudi zmoremo in pa tudi znamo pokazati. Znanje je ena izmed največjih vrednot vsakega posameznika, učimo se celo življenje, kar pa je najbolj pomembno pa je, da se imamo kje učiti in da se imamo kje povezovati in da imamo kje tudi sodelovati. Jaz mislim, da v naših treh občinah, občini Ormož, Središče in Sveti Tomaž, je veliko možnosti in to je danes tudi pokazatelj vsega tega, kar so nam pripravili. Pa je v svojem nagovoru med drugim povedal župan občine Ormož, ki se je parade učenja udeležil poleg ostalih gostov, med katerimi je bil tudi podžupan Zlatan Fafolič in predstavniki občinske uprave. Uradni del je prinesel tudi bogat kulturni program, v katerem so nastopili tudi otroci iz vrtca Ormož, ki so zapeli pod vodstvom Jožice Hebar in ob klavirski spremljavi Sare Korotaj. Srečo svet prinašamo, 1, 2, četica smo vrteška. Potem je zaplesala še starejša plesna skupina osnovne šole Ormož, ki deluje pod mentorstvom Sanje Miškovič. Spregovorila pa je še Ljuba Fišer, nagrajenka Andragoškega centra Slovenije, ki je med drugim povedala. Danes pa je še posebej pomemben dan, saj se po Sloveniji kar v 23 mestih odvija parada učenja, tudi v Ormožu. Vsem v svojih okoljih želimo približati vse vrednote, ki spremljajo tedne vseživljenjskega učenja. S predstavljenimi dejavnostmi želimo vsem, majhnim in velikim, mladim in malo manj mladim, spretnim in nespretnim približati dejavnosti, s katerimi želimo obogatiti sebe in vse okoli nas. Med nastopajočimi v okviru uradnega dela je nastopil tudi bend gimnazije Ormož, ki deluje pod vodstvom profesorja Aleša Lubija.
Parada učenja je letos potekala na platoju ob Grajski pristavi, na zelenicah v parku, pravzaprav na celotnem območju gradu, ter v prostorih mladinskega centra in Unterhunda, ki se nahajata v notranjosti gradu. Veliko novega se je bilo možno naučiti, poskusiti ali preizkusiti lastne talente, dobiti številne informacije o tem in onem, kar pride prav v življenju. Učimo se seveda lahko na različne načine in v vseh življenjskih obdobjih. Še zdaleč nismo učenci samo v šolah, ampak se, če seveda to želimo, lahko učimo v vsaki vlogi, ki jo prevzamemo, poudarjajo na Ljudski univerzi v Ormožu. Na koncu uradnega dela oziroma dogajanja na odru je zaigral še narodno-zabavni ansambel Glasbene šole Ormož. Potem pa je na vrsto prišla torta Velikanka. In še športna novica. Nogometaši Ormoža so drugič zapored postali prvaki Ptujske superlige. V naslednjih dneh jih čakata kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v 3. slovensko ligo. Nasprotnik bo prvak Medobčinske nogometne zveze Maribor Erače. Igralci enega središča so derbi pričeli z prelepo gesto ter pripravili špalir za prvake iz Ormoža. Čestitke prvaki in pa hvala dečki. Nogometaši Ormoža so odlično odigrali drugi del sezone in nanizali 10 zmag ter en remi. Prvenstvo so končali pri izkupičku 52 točk. Ekipa trenerja Aleša Jurčeca je dosegla 50, prejela pa le 13 zadetkov. Na zadnji tekmi rednega dela sezone je v Mestni Grabi potekal sosedski derbi med ekipama Ormoža in Središča. Derbi je privabil več kot 600 gledalcev, kateri so na koncu videli en zadetek. Zadetek, ki je končal v mreži Središča. Domača ekipa je zaigrala v zasedbi. V golu Marko Kralj, v polju Dejan Kociper, kapetan Teo Prapotnik, Blaž Burko, Luka Ladika, Stefan Zazič, Sebastian Piberčnik, Luka Kirič, Jan Vučanec, Alison Gabriel in Borut Zorec. Zasedba Središča je tekmo začela z naslednjimi igralci. V golu Kevin Cav, v polju Benjamin Rep, Filip Janežič, Anej Fafolič, kapetan Nik Žerjav, Nejc Šulek, Nik Prapotnik, Mitja Cimerman, Aljaš Janežič, David Goričanec in Klemen Jakl. Sodniško nalogo na tem derbiju so opravljali Blaž Bezjak Markovci kot glavni sodnik in pomočnika Jernej Flajšman Desternik in Aleš Rumeš Kidričevo. Delegat na tekmi je bil Danilo Levačič, Velika nedelja, nekoč igralec tako Središča kot Ormoža. Na tekmi z malim številom priložnosti na obeh straneh je za zmago Ormožano v 84. minuti zadel Borna Pahor. Po koncu tekme so Ormožani še drugič zapored prejeli pokal za osvojitev Ptujske superlige.
Ormož je prvenstvo končal na prvem mestu in z 52 točkami. Drugovrščene Apače so zbrale 44, tretjeuvrščene Makole so zbrale 39 točk. Središče je sezono končalo na 10. mestu z 28 osvojenimi točkami. Najboljši strelec lige je z 21 zadetki postal Ormožan Patrik Javševec. Klemen Zlatnik, Gorišnica, je dosegel 18. Luka Kenda Makole in Klemen Jakl Središče sta sezono zaključila pri 13 doseženih golih. V soboto 7. junija ob 17:30 Ormož v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo v športnem parku mesta Graba gosti prvaka Medobčinske nogometne zveze Maribor. Golgeter Premium ligo so osvojili nogometaši Rač. Slednji so na 22 tekmah zmagali 18krat, 3krat remizirali in doživeli le en poraz. Ekipa Rač je zbrala 57 točk, ob 70 doseženih in le 12 prejetih golih. Ekipa Rač ima v svojih vrstah kar nekaj odličnih igralcev. Prvi strelec ekipe je s 16 zadetki bil Nejc Pipenbacher. Rače so pred tekmama z Ormožem zagotovo v rahli vlogi favorita, a favoriti ne zmagujejo vedno. Ob lanskoletnem izpadu v kvalifikacijah za uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo proti Staršam so se nogometaši Ormoža zagotovo veliko naučili. In upati je, da ne bodo ponovili napak iz pretekle sezone. Povratna tekma bo odigrana v sredo 11. junija ob 17:30 v Račah. Drugi par kvalifikacij je Odranci Rogaška. Vsega je bilo, kot ste videli. Seveda pa tudi junij, ko v Ormožu praznujemo občinski praznik, prinaša vrsto zanimivih dogodkov, tako da se nam le pridružite tudi v prihodnji oddaji. Prijetne junijske dni vam želimo in se vidimo.